Na to vprašanje bi res lahko razlagala na dolgo in široko, poskušala pa bom res na kratko poudariti, da je kobacanje najbolj pomemben razvojni mejnik od rojstva do hoje. Kobacanje pomeni, da se dojenček giba po prostoru po dlaneh in po kolenih. Ob kobacanju dojenček razvija koordinacijo telesa, ravnotežje, stabilizacijo, pridobiva na moči. Ob premikanju po prostoru na način po vseh štirih se sooča z različnimi situacijami in se na tak način pripravlja na kasnejšo samostojno hojo. Ob kobacanju dojenček res dela na dobri telesni shemi in na gradnji za praktično celo življenje. Dojenček, ki se usede v dvojni V-set, ima praviloma šibkejši mišični tonus na trebušni strani in je lahko to kot posledica neodpravljenega ekstenzijskega vzorca. Priporočam vam, da dojenčka vodite iz tega položaja vedno vstran, torej ponudite mu igračo ob bok, da bi se dojenček ob tem vdrinil oziroma dvignil navzgor in se prestavil levo ali desno. Zelo pomembno je, da dojenček prehaja preko svoje sredine na obe strani. Vkolikor se pa dojenček ne more sam premakniti iz tega položaja, pa vam priporočam, da ga premaknete vi na način, da ga primete za medenico in z enakim vzorcem, torej gor in vstran, prestavite, premaknete v stranski set. Namreč zadrževanje tovrstnega položaja je lahko tudi zelo obremenjujoče za njegove sklepe. Dojenček bo usvojil samostojno hojo, ko bo pripravljen za tako zahteven korak. Pred tem mora dobro razviti namreč koordinacijo, ravnotežje, stabilizacijo, naučiti se mora prenašati težo iz noge na nogo, počepati, vstajati, se uloviti na roke v primeru padca. Zato mu dovolite, da raziskuje prostor v svojem tempu, na svoj način in ravno s temi izkušnjami se dobro pripravlja, da bo njegova hoja res samostojna in suverena. Z vodenjem za roke pa mu vse naštete izkušnje odvzamete, veliko vi naredite namesto njega, ker ga vi držite za roke, in pa dojenček se dobesedno obesi na vaše roke in napačno prenaša svojo težo in lahko tudi zaradi tega na neustrezen način razvije hojo. Z vodenjem za roke dojenčku pravzaprav podaljšate način do samostojne osvojitve in pa, kot sem rekla, lahko sicer shodi, ampak njegova hoja z vodenjem za roke ne more biti tako suverena kot takrat, ko jo res osvoji sam.